A se spomnite takšnih mis? Ja? Obloženih, naloženih, prenaloženih. Ja, veselili ste se takrat. Kaj pa danes? Kako se kaj počutite? Recimo, ko stopite na tehtnico, kaže isto, kakor je kazala tam konec novembra. Ja, posledice so zdaj in če bi radi naredili nekaj za sebe, da spravite te stvari malo ven in da zaživite majčken bolj lahkotno, potem dobro poslušajte. Za certificirano nutricionistko Jeleno Dimitrijevič, ki je že tukaj pridna, pripravljena za pultom, sva šli v nakupovanje in sicer v prvo ekološko samopostrežno trgovino v Sloveniji, Kalček. In kva sva nabavile? Ja, vse, kar je dobro za to obdobje po praznikih, da spet pridemo nazaj v eno ravnovesje, se pravi veliko zelenega, kot vidiš, je tukaj blitva, špinača, peteršilj, tukaj je ohrovt, lahko je tudi varianta tale, tisti, ki ga ti imenuješ, kako že kodrlajsasti. Tako, to je še... Mislim, da bo to hval ratala nova beseda v slovarju. Res je. Tako da lahko tega čim bolj take temne barve so izjemno dobre. Se pravi, imamo tudi nekaj limon, ki so ekološki seveda, s tem, da jaz sem jih olupila, ampak se lahko tudi uporabljajo z lupino, če je seveda ekološka. Takrat nam tudi pomaga, da uravnamo naš hormonski sistem, hruška, ki je tudi bogata z vlakninami, ampak dodamo tej mešanici, ki jo bomo uporabili za naš detoks smuti, ingver pa kurkumo v sveži obliki. Se pravi, tukaj vidimo tudi v olupljeni varianti, ampak se v kalčku tudi dobi in ingver in kurkuma se dobita v sveži obliki. In ravno tiste začimbe so ključne v procesu ne samo razstrupljanja, ampak v bistvu, če želimo zmanjšati vnetje v našem telesu. V tem zimskem času zmeri priporočamo, da se nekaj od takih začimb, kot so ingver, kurkuma, cimet, kardamon, vanilija, dodajo v hrano, da nas malo pogrejo, ker smuti ponavadi pripravljamo iz svežih sestavin in to dostikrat zna povzročati mraz v našem telesu in če ne želimo tega, potem dodamo nekaj teh začimb. Prehlad, ne? Ja. Preveč hlada. Tako, res je. Se pravi, nekaj za zagre. Kaj sva pa tole za eno Tukaj pa je ena taka kombinacija trav, ječmenova, pšenična trava, pa tudi alge, spirulina je v tej mešanici, pa tudi koprive. Pa sem sula, ampak se si že navajena. Ni problema, ja. Rada tako deliš, tudi s prostorom. Obilje vsega lepega. Ja, tako je. Koliko je tole lepo. Ej, jaz ti povem, da če bi me zdajle priklopili na eno napravo, bi mi že zdajle dal, telo mi že zdajle, ne, kakor, sam da gledam. Sem vesela, ja. Ja, sam da gledam tole zeleno barvo, me že čist dvigne. Skratka, ti hočeš zdaj meni povedati, da bova naredile smuti. Tako. Razstrupljevalni. V bistvu, to je nekaj, kar potrebujemo posebej po teh prazničnih dneh, ko smo mogoče pojedli več teh stvari, veliko sladkorja, maščob in tako naprej. In potem nam takoj primanjkuje kakšnih mineralov, vlaknin in pol je to en dober način, da začnemo ali dan ali uporabljamo recimo taken smuti kot malico. Ali pa, če se želimo recimo malo bolj orang razstrupljati, pa potem to uporabimo večkrat ali si en dan izberemo, pa je tak smuti dan recimo v kombinaciji s kakšnimi zelenjavnimi sokovi in pol naredimo nekaj dobrega za telo. Kar se tiče posta, recimo jaz poznam eno kolegico, ki se je nažirala cel december, zdaj je pa rekla, jaz grem pa zdaj za en dan ali pa za 2 dni grem na post. In recimo sobota, nedelja rekla, da gre na post, v petek se je pa še nažirala totalno, ker bo soboto pa nedeljo nič jedla, ne? In kaj se je zgodilo, sam enkrat sem jo poklicala čez vikend, zaradi tega, ker je bila nadrkana, prav tečna je bila, ne? In kortizol, stresni hormon po moje je čez glavo, da je šel. In ni to fajn, da ljudje delajo, ne? Ja, ker to je ta napaka. Mislimo, da bomo zdaj ta balans lovili na tak način, da se po eni strani prenažiramo, pa potem popravljamo nastalo škodo. Se moramo nekako naučiti, tudi ta oddaja je primer tak, da učimo ljudi, kako naj ravnajo pravilno s svojim telesom, da nikoli ne pretiravamo. Tudi če malo zgrešimo, da se lahko hitro vrnemo nazaj. In ne smemo hitro delati takih stvari, posebej ne, če je post. Pri zaposti se posebej moramo pripraviti. To ni kar tako, zdaj bomo priklopili.
Ni, ne? Tako, ja. Počas pa z ljubeznijo. Ja, točno to je. Ok, tale smuti, ki ga bomo pripravili in tudi pogledali si bomo recept. Kdaj je najbolj primeren? Zjutraj, popoldan, zvečer? Kdaj bi ga zdaj točno umestili? V bistvu takole, lahko je tudi za kakšen lahek zajtrk, ker s tem lahko tudi podaljšamo ta proces normalne detoksikacije telesa, ki se tam začne tudi čez noč, pa potem nadaljujemo v tem dopoldanskem času. Lahko pa bi bila ena malica, super je, če recimo tudi v službah imamo kakšne tele blenderje ali sokovnike, pa si pol naredimo nekaj svežega. Ampak načeloma tako tudi nekaj časa lahko tudi stoji. Boljš bi bilo, da ga takoj zaužijemo, ko ga pripravimo. Takoj. Če recimo damo stran sadje, lahko nekaj takega vzamemo tudi v popoldanskem času, recimo takrat, ko se vrnemo iz službe, pa da se malo okrepimo, dobimo več energije na tak način. Če pa želimo v dopoldanskem času uživati, lahko dodamo nekaj sadja, ampak naj poudarek bolj na tem zelenem. Ok. Sva pripravljeni? Ja. S čim bova začeli? Ja, v bistvu takole damo od spodaj prvo sadje. Aha, sadje? Tako. A imaš ti mogoče kakšen nožek, nimaš, a ne? Imam, veš, da imam. Ja. Mogoče zaradi blenderja, ali pa s tem bomo naredili. Ja, v redu je. Ker je bolj mehka tako, da bo šlo. Aha, bo šlo? Ja. Ok, se pravi, damo tole na pol. Tale moj blender je že kar... Ja, zaradi tega, ja. Veš, kaj je že tale blender dal vse čez. Joj, ogromno. Zakaj je hruška tukaj fajn? Zakaj nisi recimo jabolke zbrala? Ja, lahko bi tudi bila jabolko, recimo bi tudi lahko dali, ampak je bolj taka tudi po teksturi. Boljše, da bo tako. Gladek občutek. Ponavadi ljudje dajo banano noter za ta gladek občutek. Ja, lahko je tudi hruška, recimo. Pa to zeleno damo čist na koncu, tudi tisti prah. Damo nekaj tiste blitve, zdaj jaz sem tukaj prinesla, ta je malo bolj stara, ampak je lahko tudi mlada blitva, mladi listi, tudi lahko recimo tudi malo bolj špinače, ki je taka bolj mehka, se bo lažje tudi nekako predelala. Tako da bomo dali majčkeno več mogoče špinače. Pa pol peteršilj, zaradi tega, ker itak želimo tudi malo... Peterpilj. Ja, malo drenirati tudi naše ledvičke in lahko je tudi manj, ampak mi dve lahko prenesemo veliko zelenega. Ja, to je res. Ne, jaz sem itak odvisna od peteršilja, tako da... Tako da peteršilj je odličen, pravim, če tudi imamo kakšno vnetje, recimo urogenitalnega trakta, ker se dostikrat tudi povezuje, ko smo prehlajeni, potem dobimo tudi kakšne infekcije vnetje. Se pravi, če kalulaš, če te peče... Ja, tako je. No, po domač povej. Po domač, ja. Potem pa nekaj tega prahu. Velik. Ja, to je recimo ena dobra čajna žlička. V bistvu kalčku smo kupili vse te sestavine, pa smo pa skupaj zmešali, ne? Tako. Lahko je tudi manj. Lahko je tudi manj teh sestavin. Ni treba, da je toliko veliko, ampak vse, kar najdete na splošno, kar se tiče tega zelenega, kar se dobi tudi po tem času. Zdaj vode je lahko manj, več bomo videli, kaj se bo dogajalo. Kaj se bo dogajalo, ampak ponavadi je taka varianta, da recimo vzajemo, čak sem, da pritisnem tole, da lahko vzajemo eno skodelico recimo takega zelenega, recimo špinače ali blitve, nekaj listov ohrovta, četrt recimo skodelice peteršilja, pa potem damo malo košček ingverja, kurkume, ena skodelica ali pol skodelice vode, če želimo kakšno sadje ali tudi brez, in malo limone, da zmanjša to grenkobo, ki je značilna za recimo za listje. No, pa deva. Dodaja. O, lepo zgleda tale zelena barva. Ali se teknilo. Takole. Dosti. V bistvu takole, zdaj je gost, tako da se lahko doda še malo vode. Lahko pa bi recimo, če bi naredili čist zeleno varianto, brez tega sadja, lahko to še malo pogreli, pa zaužili recimo kot juho. Tudi na tak način. Dodamo recimo namesto klasične soli, lahko dodamo tudi recimo nekaj malo zdrobljenih alg, kar je zelo dobro, pa tudi krepi ta ledveni del, ki posebej moramo čez zimo krepiti. Ali pa recimo naredimo tisto sol iz zelene stebelne. Posušimo na nizki temperaturi in zmeljemo v prah in pol uporabljamo namesto recimo soli. A bo še dali malo vode? Lahko. Deva še malo vode. Imamo veliko ekipo, veš? Ja. Ker so čisto navdušeni nad zelenimi zadevami.
Ok, še mečkan. Tako. To je to, ne? To je to, ja. Si rekla, da ni fajn, da ful... Tako, ne? bi bilo dobro, da v bistvu čim manj predelamo to, oziroma da tudi ostanejo kakšni koščki. Če je samo zeleno, recimo, če imamo zelenje, tisto listje, brez kakšnega sadja, lahko dodamo še kakovostne maščobe, recimo, takrat nas bo več časa držalo. Kaj pa so zate kakovostne Recimo maščobe? v polnovredni obliki, se pravi, itak nam skozi primanjkuje omega-3, tako da kakšna čija semena, lanena semena, lahko so orehi, recimo domači, ampak tudi sama zelena listnata zelenjava vsebuje omega-3, ampak če želimo narediti nekaj, da je bolj takega, recimo kompaktnega, da nismo hitro lačni, potem dodamo nekaj od teh maščob. Tako. Na zdravje. Jaz ti želim na zdravje. Dajmo probat. Ful je dobro. Madonna, moje brbončice imajo žur. Res je, fajn. Tako, čist dovolj, da ni preveč od tega sadja. Kaj pa je tukaj sladkast okus, tudi malo osvežilno sladkast okus, kaj to To je ta naredi? kombinacija limone pa hruške. Recimo, to je naredilo. In čist niti ni toliko pekoč, nismo dali preveč, kurkume pa ingverja. Se res, sploh ne čutim. Tako, ni toliko močno. Sploh ne čutim. Ampak veš, kaj sem brala? Da recimo te začimbe, pa ingver, pa kurkuma, pa kardamon, pa te zadeve, da to je noro dobro, da dodaš v hrano. Izjemno dobro. Več, ka ne vem, koliko zelenjave, pa sadja, pa ne vem česa vse, v tistem drobcu, ščepcu. Ja. Ne moreš vedeti. Tako, tudi recimo, če delamo kakšne sokove, da niso smuti, ampak želimo čim prej dobiti, čim hitreje dobiti recimo mineralne zaloge in očistiti svoje telo, potem lahko stiskamo v sokovniku na polža tega, ki počasi stiska zelenjavo, obvezno dodamo nekaj ingverja ali kurkume in potem na tak način tudi pospešimo sam ta proces zmanjševanja teh protivnetno v bistvu deluje. Tako da to definitivno potrebujemo, zaradi tega, ker v tem procesu, ko se razstrupljamo, se še lahko pospešijo kakšne vnetje v telesu in to želimo preprečiti na tak način. Drugač pa jaz v kalčku kupim tudi peteršilj, origano, pa baziliko. Ja, tako. Peteršilj, origano pa baziliko in to skuham kot čaj. Lahko, ja, seveda. In ima ful fini, se mi zdi, da te res razstrupi. Pa v bistvu je zelo dober. Ja. Mislim, okus, ne? Tudi recimo origano vemo, da deluje tudi proti kakšnim glivicam, je izjemno dober, če so kakšni paraziti v telesu, tako da lahko kombiniramo različne čaje, tudi kupimo kakšno kombinacijo, ki je že pripravljena, ki pridni zeliščarji. Že delajo, tako veliko je slovenskih zeliščarjev, ki recimo izjemno dobro pripravlja te mešanice različnih zelišč, tako da se v tem času, ko se želimo razstrupljati, seveda dodamo še nekaj teh čajev, seveda brez sladkorja. Ja, seveda, ja. Zaužijemo. To je jasno. V kalčku sem zadnjič ugotovila eno vrhunsko stvar. Kako se že imenuje? Zlato mleko? Ampak v bistvu kar prah je kurkuma, kurkuma pa vanilja ali pa kurkuma pa ingver. In daš z mandljevim mlekom narediš. Tako, ja. To so ponavadi v tradicionalni indijski medicini, v ajurvedi, se uporablja, recimo se zvečer naredi. Da je tudi lahek spanec in da se tudi pospeši proces razstrupljanja skozi noč. Tako da recimo zvečer lahko pripravimo en tak napitek in ga pol zaužijemo in bomo tudi boljše spali. A za zvečer? Ja, tudi lahko na tak način se pravi, oni ljudje, ki težko spijo ali pa se zbujajo sred noči. Tako, to je tudi dober. Ali pa recimo kakšen čajček iz tele ekološke banane se lahko naredi, ker se v to vodo, v ta čaj se sprosti triptofan, ki je ključen tudi, da boljše spimo. Kaj bomo s tem tudi shujšali, da bomo vsak dan hujši? Ja, to je odvisno tudi, kako bomo jedli, če bomo tudi druge stvari uživali, ki so zdrave za nas, ker v bistvu, ko želimo narediti to spremembo, zdaj smo se odločili, da bomo naredili spremembo, se pravi, da smo jedli unih sladkarij, pa kakšne masne hrane, pa tako naprej. Jaz vedno priporočam tudi tistim, ki niso rastlinojeci, da vsaj v tem času si vzamejo nekaj tednov, pa začnejo uživati izključno samo rastline. Se pravi, polnovredno rastlinsko hrano. To tudi velja za tudi nas rastlinojece, ki smo mogoče majčkeno grešili
tudi v tem času, ko so bili prazniki, pa smo pojedli veliko predelane hrane, tako da s tem začnemo. Če nam je težko, se pravi, to so itak predpriprave za pomlad, ko se priporoča, da se majčkeno bolj razstrupljamo, lahko takrat izberemo kakšno obliko posta, ampak predtem je dobro pripraviti svoje telo, da ni tega šoka, kot pri tvoji prijateljci. To ni priporočljivo. In zdaj se je to tako zasral, da zdaj nikoli več v življenju tega ne dela. Vem, zaradi tega, ker ni naredila to na pravilen način. Pravilen način pa je takole, da če smo vse jedi, obvezno vsaj za 1-2 tedna izločimo vsa živila živalskega izvora. Mlek, meso, tako jajca, ribe, vse to, kar je. In potem uživamo izključno polnovredno rastlinsko prehrano, se pravi sadje, zelenjavo, poudarek naj bo bolj na zelenjavi, te temnozeleni listnati zelenjavi, lahko dodamo še kakšne tele trave. Potem stročnice, ki delujejo nevtralno na naše telo, recimo proso, amarant, kvinoja, bolj taka brezglutenska žita in nekaj stročnic, recimo naj zraven, veliko naj kalčkov, mikrozelenja, takih stvari, ki nam bojo dali več vitaminov, mineralov. In potem v bistvu, ko se odločimo, mogoče za kakšno bolj intenzivno obliko razstrupljanja, potem lahko gremo na tak post. Na začetku jaz priporočam tistim, ki se nikoli niso postili, recimo, da en dan v tednu si izberejo, ta počitek je potreben tudi našemu telesu, tudi nekaj dni oziroma 5, 6, 7 dni, koliko se že delamo. Potem si en dan izberemo, se res umirimo, naredimo nekaj za svoje telo, ne samo kar se hrane tiče, ampak tudi čustveno. Najdemo ene načine, da se res sproščamo, ampak ključno, kar se hrane tiče, to je v bistvu, da ta dan si recimo smo ali na takih smutih, ali na zelenjavnih sokovih, zelenjavnih prevredkih. Najboljše, če se le da tudi, da so zelenjavni sokovi. V dopoldanskem času so lahko tudi kakšni sadni, ki so razrečeni z vodo 50-50. Potem pa si probamo kakšne druge variante. 3 dni na mesec, pa pol pomladi recimo spomladi se odločimo, da bomo, ne vem, en teden na postu. Ampak za to se je res treba pripraviti, je treba tudi prebrati kakšno literaturo, se malo pozanimati, dobiti kakšne izkušnje od tistih, ki se že redno postijo. To je izjemen način, da regeneriramo svoje telo. Tukaj govorimo seveda o ekološki zelenjavi, ekološkem sadju, ki ga potem uporabljamo v ta namen. Če zbolimo, še zmeri, recimo je že ta čas, ko se lahko zgodi, da se nekdo prehladi, da nima tako močnega. Pa dej lepote, prosim, so vsi bolani zdaj. Ja, vsi so bolani, ja. Tako da jaz priporočam, da v tem primeru res prenehamo uživati hrano. Se pravi, ko zbolimo, če imamo vročino recimo, ne uživamo nikakršnih živil, dokler vročina ne mine. Uživamo tekočino, se pravi vodo, takrat, ko smo žejni, in potem, ko vročina mine, potem smo na zelenjavnih sokovih, na takih juhicah zelenjavnih, res na izi, ker v bistvu na tak način damo tudi možnost svojemu telesu, da se ukvarja s temi virusi, ne pa s prebavo hrane. Ja, tako. Ker ponavadi reče, zdaj si prehljen, moraš ful dobro močno jesti, kar sploh ni res. Da se bo telo ozri, to nekaj močnega moraš, ne? Ker v praksi ne drži, ker se na tak način izgublja veliko energije in tukaj delamo napake. Pa se ti niti ne paše. Meni se v Maroku, zdaj med prazniki se mi je zgodil, jaz ne jem mleka in sem šla in so mi naredili smuti, sem rekla, ne mi mleka dajati, vodo mi dejte noter. In so mi dali v avokado, pa so mi dali vodo noter s pipe. Ja, seveda. In itak, ne. Sicer sem takoj vzela probiotike, tako da nisem imela nobenih težav, ampak vročina je pa cel dan žgala na polno. Ker so to čist novi virusi, bakterije predvsem v vodi, tako da naše telo, če ni na to navajeno, potem seveda odreagira. Odreagira. Naravni mehanizem. In nisem, le ti povem, nisem nižala vročine, sem rekla telo, dej, zrihti se, dejansko sem dala, se pravi, dobre bakterije, nič nisem jedla, pila sem samo vodo, dodala sem mečken kalcija pa magnezija, pa kroma, pa mislim, da je to to, no. Ne, odlično. Ampak v enem dnevu, jaz naslednjo jutro sem šla jezdit, na konju sem bila dobesedno. Ja, ti verjamem, ker resnično je takole, si moramo tudi pomagati, tudi v tem času, ko se pripravljamo na kakšno razstrupljanje, dodajati, ko si že omenila, probiotiki so zelo pomembni, da s tem utrdimo tudi delovanje imunskega sistema in potem še kakšno drugo stvar, če je potrebno, če vemo, da kakšen organ bolj trpi, jetra, ledvice, potem si lahko tudi najdemo marsikaj, veliko izbire v kalčku, tako da
vsak bo našel nekaj zase. Pa tudi se svetujejo tam, tako da. Tako, ni nobenega točno problema. tako. Ej, tole mi je super, odlično. Najdete recept, če ste ga zamudili, tudi na klepet@kavi.si. In kot ste slišali, dajte januarja narediti dobro podlago, dajte malo gledati, kaj boste užili, zakaj boste zaužili. Ker Hipokrat, recimo, on je vedel, kako pomembna je prehrana. In on je rekel, če ljudje ne razumejo hrane in prehrane pomena, potem ne razumejo niti bolezni. In veste, kaj je še rekel? Hrana naj bo vaše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.